Magister Sibil Svilan, danes ste na seji upravnega odbora Gospodarske zbornice Slovenije imeli odlično uvodno predavanje na temo, zakaj Slovenija ne more postati Ciper. Še enkrat ugotavljamo, da ta scenarij verjetno res ni mogoč. Kakšne pa so možnosti in ukrepi za boljše finančne perspektive? Hvala za vprašanje. Prvo ocenjujemo, da seveda Slovenija ne bi mogla postati Ciper. Če bi že, bi bil scenarij v Sloveniji nekoliko drugačen, vendar upamo, da do tega ne bo prišlo. In v tem smislu smo se pogovarjali o možnih ukrepih, ki bi slovenskemu gospodarstvu in pa seveda tudi državi omogočili, da se bi izognili takemu scenariju. Osnovni del tega je seveda, da treba zagotoviti nekako v tem trenutku možnosti, da slovenska podjetja pridobijo kredite, ki so konkurenčno primerni temu, kar se seveda dogaja na svetovnem trgu. Ker seveda slovenska podjetja konkurirajo na istem trgu, bojo krediti, ki so danes na podlagi naših zadolžitev bistveno previsoki, tisti, ki ne bodo omogočali konkurenčnega dela, ampak bodo predstavljali pravzaprav neko pomanjkljivost. Zato je nujno, da slovenska politika in država najde nek nov način financiranja in pri tem seveda SID banka ponuja tako imenovano spodbujevalno razvojno platformo, preko katere bi se dalo kombinirati povratna in nepovratna sredstva in ta bi bila bistveno cenejša, kot so danes samo ta povratna sredstva in bi seveda s tem omogočili slovenskim podjetjem boljše financiranje njihovih proizvodnih in seveda drugih programov. To je prva zadeva. Drugo, mislim, da je povsem jasno, da je kapitalski krč v Sloveniji nujno kot največji problem zelo hitro rešiti. To pomeni, da je potrebno uporabiti eno od metod, kako seveda pridobiti kapital. Bodisi, da so to investicije iz tujine, ali gre za prodajo nekaterega državnega premoženja, ki se potem namenja tem kapitalom oziroma tem investicijam, ali pa seveda tudi druge možnosti, kot je investiranje bodisi občanov ali nekaterih drugih investitorjev. Vsekakor verjetno ni primerno, da bi čakali na nekatere, podržavljene oblike ali druge vsebine, ki so tudi seveda možne, kajti v osnovi je za nas pomembnejše, da kapital podjetja dobijo takoj in zato ocenjujemo, da je to drugi največji problem, ki ga je potrebno rešiti. Tretja zadeva je pa seveda tudi sama insolvenčna zakonodaja oziroma opredelitev lastništva kot odgovornosti. V Sloveniji smo prišli v neko situacijo, da upniki nimajo možnosti razlastiti lastnike v primerih, ko podjetja tako propadajo in smo seveda upniki ujetniki lastniškega odnosa. Mnenja smo, da je treba na tem področju najprej spremeniti seveda tudi vrednote, torej da je odgovornost lastništva in da morajo lastniki v primeru, če gre podjetju slabo, najprej vplačati kapital. To se je zgodilo v vseh državah v Evropi v začetku krize in tiste države, kjer so lastniki vplačali največ kapitala, kot na primer v Nemčiji, so danes v najboljšem položaju in podjetja v teh državah so najbolj konkurenčna. Torej pri nas je treba ugotoviti, ali so lastniki sposobni vplačati ta kapital, če ne, pa moramo imeti upniki drugi možnost potem prevzeti ta podjetja in jih voditi v skladu z možnostmi, ki jih imamo. Dejali ste, da Slovenija nima pravega razvojnega modela in da je to njen velik problem. Zakaj? Torej, mi ocenjujemo kot Slovenska razvojna in seveda izvozna banka, da je razvojni model ključnega pomena za to, kako država in gospodarstvo deluje. Če pogledamo sedaj ta model, ki ga ima Slovenija, je po naši oceni model, ki izhaja še iz bivše Jugoslavije in se tudi po osamosvojitvi ni bistveno korigiral. To je pa vidno iz dveh, treh dejavnikov. Eden je, da se seveda še vedno ta model napaja na tuji akumulaciji, torej na sposojenih sredstvih in zato je slovenska država v zadnjih letih to nadomestila tudi z tem, kar je prej bilo zadolževanje bank in pa seveda gospodarstva. Na ta način seveda ta model ne more biti uspešen. Zato predlagamo, da se ta model spremeni in sicer v dveh, treh kategorijah, ki so seveda nujne. Prvi in osnovni del element je, da bi bil ta model postavljen trajnostno, torej da bi upošteval vse tri vidike, socialnega, ekonomskega in seveda tudi okoljskega in na ta način seveda bistveno drugače vrednotil te vsebine, ki jih model lahko. Drugo, tudi metrika, torej tisto, kar merimo, je potrebno spremeniti, da bi lahko seveda potem bili pripravljeni te vsebine tudi ustrezno kontrolirati. Vendar še bolj pomembno je pa verjetno, da v tem razvojnem modelu opredelimo vrednote, ki so v Sloveniji pomembne.
V tem trenutku ocenjujemo, da Slovenija nima nekih vrednot tako opredeljenih, da bi predstavljale te vrednote gonilo in voljo ljudem, da to smer delujejo. Zato je potrebno v tem modelu seveda opredeliti te vrednote, kot so recimo javna dobra, skupna dobra in tiste stvari, ki so za nas vse nujne in seveda temu primerno potem posvetiti finančna sredstva. Hkrati pa je potrebno tudi v tem modelu opredeliti način financiranja vsega tega. Kajti brez načina financiranja takega razvojnega modela bomo ponovno imeli problem in bo seveda tuja akumulacija edini vir, kar pa seveda dolgoročno ni vzdržno, saj nas je ta model sedanji pripeljal v to situacijo, kjer se nahajamo danes. Osrednja naloga Slovenije, ste dejali, je sanacija gospodarstva. Kje je tu vloga Gospodarske zbornice Slovenije? Torej, mi vidimo v tem konkretnem primeru večji problem kot pri sanaciji bank v bistvu v primeru sanacije podjetij. Ocenjujemo, da je sanacija podjetij nujna, kajti danes podjetja z dobrimi programi lahko v bankah v Sloveniji dobijo sredstva. Torej tudi po sanaciji verjetno ne bo bistvene razlike sanaciji bank, mislim. Zato je bistvena kvaliteta za preboj Slovenije vnaprej in za nov razvojni model sanacija slovenskega gospodarstva, ki se seveda nahaja v nezavidljivem položaju, zlasti glede zadolženosti, ki je bistveno večja od primerljivih evropskih držav, oziroma podjetja so pri nas bistveno bolj zadolžena, zlasti pa tudi na področju kapitala. Kapitala slovenska podjetja imajo premalo. Po izračunih, ki smo jih delali skupaj z Ekonomsko fakulteto v Ljubljani, Slovenija trenutno potrebuje v podjetniškem sektorju približno 4,3 milijarde kapitala, ki bi ga v približno 9 do 10 tisoč podjetij bilo potrebno takoj plačati, če bi želeli dobiti neko normalno strukturo. In zato je seveda nujno nekatere stvari v tem smislu narediti takoj, da bi lahko slovenska podjetja delovala na primerljivih osnovah, kot je to v svetu. Iniciator pa je pri tem gospodarstvo oziroma tudi Gospodarska zbornica. No, kar se tiče tega, kdo bo iniciiral zadevo, je moje osebno mnenje, da smo gospodarstveniki tisti, ki se vsak dan, bom rekel, v blatu in tistem delu operativnih problemov, ki so v gospodarstvu, srečujemo s temi problemi in imamo verjetno največ izkušenj s tem, kako se določene stvari lahko sanirajo, kako se lahko določene stvari izboljšajo in seveda kako poslovati v novih poslovnih modelih, ki so nujno. Zato je šla iniciativa danes in razgovor v smeri, da bi to inicijativo za, bom rekel, nekako nov razvojni model, za seveda sanacijo gospodarstva in seveda druge potrebne spremembe vklopili v aktivnosti Gospodarske zbornice in da bi Gospodarska zbornica, torej upravni odbor, tako inicijativo, tako kot je že do zdaj predlagal 46 ukrepov za izboljšanje gospodarskega stanja, podal tudi drugim deležnikom, zlasti seveda vladi in pa Banki Slovenije kot poglavitnima, bom rekel, igralcema na tem področju, pa tudi seveda Združenju Bank Slovenije kot tistimi, katere so banke udeležene v večini slovenskih podjetij zaradi preteklega financiranja in seveda problemov, ki so zaradi tega nastali.